Sem Marko Šajn, slikar in grafik. Trenutno se predstavljam z slikarsko razstavo v Hiši kulture v Pivki. Naslov razstave je Hibridi. Gre za sodelovanje med mano in umetno inteligenco na način, da sem si pomagal z umetno inteligenco v procesu nastajanja slik. Same slike so še vedno zelo klasične, akril na platnu, medtem ko predloge za te slike sem pa pridobil z pomočjo spletne platforme gencraft.com, kamor sem jaz vnašal gesla oziroma neke stavke, ki sem jih jaz hotel naslikati, pa me je zanimalo, kako bi jih interpretirala ta spletna stran, zaradi tega, ker moja vizija, moja interpretacija je omejena oziroma se začne ponavljati hitro. Načeloma bi pa naj imela umetna inteligenca neskončno možnosti za neko svojo predstavo narediti. Na razstavi so obešene slike in na nasprotnih stenah slik so prilepljeni na steno originalni renderji, ki jih je proizvedla umetna inteligenca. Niso nič uokvirjeni, njihova vrednost je na ta način čim bolj zmanjšana. Zaradi tega, ker res nočem biti nek promotor umetne inteligence, jaz sem to sam uporabil kot orodje. Isto, kot sem uporabil čopič, sem pač uporabil to spletno stran za neko asistenco pri dosegu pač motiva, katerega sem pol jaz interpretiral. In obesili smo jih na stene zaradi tega, da si lahko ljudje malo predstavljajo, kako sem prišel do teh slik. Malo sem jih popravil, malo sem jih pa pustil noter in ljudje si lahko na svoj način malo predstavljajo, kaj bi pa oni drugače naredili ali pa iz kje sem sploh izhajal. Zaradi tega, ker na prvi pogled končni izdelki izgledajo možni oziroma scenariji, ki so naslikani, izgledajo kakor nekaj, kar bi se lahko zgodilo, ampak če pa bolj podrobno pogledaš, pa vidiš, da gmote ljudi, ki so nastale, ne morejo biti zares v resničnem življenju takšne, ker se ne morejo uditi, ko obračati ali pa kakorkoli. In ja, zaradi tega sem tudi poimenoval bolj razstavo Hibridi, ker zares nastajajo neke figure, ki niso ne človeške, ne zares digitalne. V bistvu v svojih delih vedno uporabljam figure in te figure imajo vedno neke korelacije so med njimi. Največkrat poskušam z njimi prikazati neko čustvo oziroma se nanašajo na neko obdobje v mojem življenju ali pa neko moje razmišljanje, kljub temu, da pol na koncu izpadejo zelo nevtralne. In na isti način sem tudi hotel z pomočjo umetne inteligence te neke motive dobiti ven, tako da sem opisoval recimo skupinski objem. Probal sem čim bolj osnovna gesla opisovati noter, pa čim bolj okrnjena, zaradi tega, da bi čim manj namignil umetni inteligenci, na kakšen način hočem, da pač pride rezultat ven. In za to sliko, ki je za mano, recimo sem uporabil geslo 3 osebe, ki čepijo in se tolažijo, oziroma v angleščini 3 persons sitting on the floor and comforting each other, ki bi bilo mogoče malo bolj, vseeno malo bolj nevtralno kakor tolažba. Tako da ta mogoče od vseh slik, ki so na razstavi, zgleda žalostna.
čeprav vse se lahko interpretira kot žalostne. Pa še to zaradi tega, ker pač je ta sredinska figura nekako zakrita in v objemu teh ostalih dveh figur. Ampak če pa se pogleda izvirnik, ki sem ga pridobil ven iz te spletne platforme, pa ni čisto zares definirano, ali gre za to, ali gre za žalostno podobo, ali gre za neko igro. In načeloma želim pri vseh svojih delih doseči to, da je popolnoma odprto interpretaciji. Kar sem pa dostikrat opazil, je to, da si glede na dogajanje v svetu tudi zelo posplošimo pol to interpretacijo. Recimo trenutno, ko je situacija v svetu zelo žalostna, pač zaradi vseh vojn in kriz, imajo vsi referenco na slike, da ponazarjajo neko bolečino, neko žalost. Medtem, ko če bi bila trenutno situacija rožnata in bi bili vsi ful veseli, bi te iste slike ziher interpretirali kakor neke radostne oziroma srečne trenutke. Vse te figure so zelo podobne ena drugi, vse imajo načeloma isto frizuro, tudi nobena ne izstopa po koloritu. Probam narediti slike čim bolj monotone, da so čim bolj nevtralne, lik zaradi tega, ker hočem, da jih ljudje si sami pol predstavljajo. Medtem ko če pa grafike delam, pa ponavadi uporabljam ful bolj žive barve, ampak to se ponavadi navezuje na tehniko, ki jo uporabljam, ker pač pri slikarstvu se mi bolj pač dopadajo neke umirjene barve, neki pasteli, medtem ko pri grafiki pa ponavadi hočem iz tehnike, ki jo uporabljam, izsiliti čim več ven in se mi zdi, da tam lahko z nekimi osnovnimi barvami, ki so načeloma bolj žive od pastelov, ki jih tukaj uporabljam, doseči to, da pač pride do nekega mešanja in nastane to, kar pač nastane. Medtem ko pri sliki pa sam mešam barve in so mogoče tudi zaradi tega slike izgledajo malo bolj resne pa malo bolj žalostne. Je pa tudi že na predlogih, ki sem jih dobil ven iz tega Gencrafta, so vse barve zelo umirjene, zelo zemeljske, sivine, nekaj vijoličnih, nekaj rjavih. Tako da sem se tudi malo po tistih barvah dejansko zgledoval, da je podobnost tudi v koloritu, ne samo v motivu.